Lepo pozdravljeni na pogovoru z Vinkom Möderndorferjem. Vinko je pisatelj, pesnik, esejist, dramatik in režiser. Kot režiser se je lotil zelo raznolikih gledaliških zvrsti, stilov in žanrov. Svojo literarno pot je začel s poezijo, nadaljeval pa na vseh področjih literarnega ustvarjanja, od proze do dramatike, esejistike, radijskih iger, filmskih scenarijev, otroške in mladinske literature. V knjižni obliki je objavil več kot 60 del z področja proze, poezije, dramatike in esejistike. Mladi bralci ga pa verjetno najbolje poznajo po poeziji, tako je z knjigo Romeo in Julija sosednje ulice prejel priznanje Zlata hruška in po prozi. Za roman Kot v filmu je prejel 2 osrednji nagradi za mladinsko književnost, Desetnico in Večernico, za Kita na plaži, ki ga podeljuje Društvo slovenskih pisateljev, pa Desetnico, torej nagrado, ki jo podeljuje društvo. V današnjem pogovoru pa se bova posvetila predvsem Švrku, res hudi pasji biografiji. Pa se mogoče najprej ustavimo kar pri Švrku, ki je tudi pripovedovalec, ker pa v vašem opusu ni nek novum, da je domači ljubljenček tudi pripovedovalec, če pomislimo sam na Muco Greto. Zakaj na primer ta odločitev za živalskega pripovedovalca? Ja, zato ker so živali tudi ljudje, ne? Pa saj so, ne? Tisti, ki imamo radi živali, vemo, da imajo dušo in da znajo nam odgovarjati, da se lahko z njimi pogovarjamo. Vedno se mi je zdelo, jaz sem imel pse doma v mladosti, pa kasneje tudi, pa moja hčerka ima tudi pse, pa mačke smo imeli, vse smo imeli. Kačo sem imel tudi. Skratka, ampak pse sem imel prav rad. In sem z njimi, za enega psa, ko sem bil mehen, še nisem imel sestre, sem rekel, da je moj brat. Ne? In je bil moj brat Brin. Tako nekako sva se... Tako da ja, verjamem, da so živali tudi ljudje in da se da z njimi pogovarjati, da so dobri prijatelji, da sicer so muce malo drugačne, ne? Bolj samo svoje, pa v bistvu pes, ko imaš psa, vedno ga imaš ti, ne? Ti imaš psa. Če imaš pa mačko, pa ima mačka tebe, ne? To je razlika, ne? In se mi zdi, da je fajn, no? Fino je. Tako da mi ni bilo težko si predstavljati pa zapisati, da živali govorijo, pripovedujejo, ker mislim, da je to res, ne? Sam včasih smo ljudje tako površni, ali pa tako naduti, da mislimo, da pes samo laja, ne? Ampak ta laješ v kombinaciji s pogledom, kako te pogleda, z cviljanjem, govoriti lahko cele zgodbe, ne? Sam, ja, ne smemo biti naduti in misliti, da živali ne čutijo in ne znajo govoriti, ne? Zaradi tega so nastale te prvoosebne živalske pripovedi. In Švrk se večino časa giblje med človečnjaki, kot jih sam imenuje, tako da je njegova pozicija tudi delno zunanja. Mu to omogoča tudi eno malo drugačno perspektivo, mogoče malo širšo perspektivo na ljudi in njihov svet? Ja. Ljudi pač gleda z distanco, ker je pač on pes, ne počuti se, da je kaj manj, ne? Tudi ne čuti, da so ljudje kaj več, ampak tako to je, ne? In potem je seveda lahko do njih bolj ne kritičen ni prava beseda, ker Švrk je tako prijazen, da ni nič kritičen, ne? Lahko, ja, skozi njegovo pripoved v bistvu zvemo o ljudeh veliko več, kot če bi to zgodbo povedal človek, ne? Človek, tako nekako se mi zdi, ja. Tako Švrk kot Greta sta tudi malo samosvoja, oba si sama zbereta lastnike. Se vam zdi, da je to lastnost domačih živali, da se nas malo uvija okrog prsta, ali je to lastnost, ki jo mora imeti glavni junak tovrstnega romana s tako akcijo? Ne vem, bolj je to značilnost mačk, ne? Da mačka si te zbere, ne? Nikoli ti ne zbereš muco, ampak muca se te zbere. Mislim pa, da imajo del tega tudi psi, ne? Če se spomnim, jaz grem večkrat, ja, med izgubljene živali, ne?
center, pa tudi prinesem kakšno hrano, pa tako, ampak odločam se, da bi zdaj imel psa tudi, ne, spet. In vidim nekako se kakšen pes potrudi, da bi ga vzel, ne. Kakšen pa ne, ampak to mora biti neka vzajemna energija. Ja, morate se oba zbrati, on se mora tebe zbrati in ti se moraš psa zbrati, tako nekako mora biti. Pol je to prava izbira, ne. Tako, ja. Ampak je bolj to mačja lastnost, no, da se te zbere, ne. Mačka pogleda in reče, ti boš moj in grem s tabo, ne. In obratno, ne. In ob tem se ponuja še vprašanje, ste bolj mačje ljubec ali pasje ljubec? Jaz sem ljubec življenja, ne, se pravi vsega živega, tudi drevesa imam zelo rad. Jaz mislim, da bom napisal neko zgodbo, ker bojo drevesa glavna, ne. To so živa bitja, ne. Jaz mislim, da tako ta svet, ne samo, da delamo grdo z ljudmi, ne, da delamo drug z drugim grdo, to vidimo, vojne so in tako naprej, ne, ampak delamo še hujše z drugimi živimi biti, ne, in to me vedno zelo zaboli, no. Čeprav kljub vsemu jem meso, ne. Ampak ja, če se spomniš, ljudje smo iz vsega naredili industrijo, ne, iz vsega, ja, ta svet ni prijazen, ne. Zato bodimo prijazni, če imamo možnost, vsak posebej do živali, do rastlin, ne. Poleg Švrka sta v glavnih vlogah tudi najstnika Primož, ki si ga Švrk zbere za lastnika, Primož pa tudi ugotovi, da kot nalašč pašeta skupaj, in pa njegova prijateljica Simona, ki kot za dobre prijatelje velja, mu tudi pomaga stvari odpeljati v pravo smer. In najstniki so pravzaprav pogosto v središču vaših romanov, pa me zanima, a ob tem raziskujete svet sodobnih mladih ali pravzaprav bolj verjamete v to, da so teme, s katerimi se ukvarjate, pravzaprav večne, od prve ljubezni, prijateljstva, šole, družinskih odnosov, da so torej to teme, ki so nam v bistvu vsem na nek način skupne? Ja, absolutno so večne, to so večne teme, ne. In tukaj se nič kaj dosti ne spreminja, kljub tehnologiji, teh računalnikov, teh telefonov pametnih in umetne inteligence, se ta osnovna čustva ne spremenijo, ne. Še vedno je ljubezen, ti ne da dihati, ljubezensko razočaranje boli in to je bolelo pred 2000 leti, zdaj pa tudi, ne. Nič ne pomagajo te zadeve, ne. Človeška čustva se niso bistveno spremenila. Zdaj, zakaj? Zato, ker jaz nič ne podcenjujem literaturo, ki je kakor za najstnike, ne. Jaz mislim, da je to isto kot za odrasle, samo da je glavni junak pri taki literaturi najstnik, ne. In seveda potem je tudi svet, ne, če pa prvi osebi propoveduje najstnik, ne, pa sploh je tudi optika, s katero gleda na svet, njegova, ne. Tako da mislim, da dobra knjiga, po kateri segajo radi najstniki ali pa zelo mladi ljudje, je takrat, kadar jo lahko berejo z užitkom babice, dedki in vsi, ne. To je potem, se mi zdi, za moj, ne, okus literaren, dobra literatura za... Zdaj, zakaj me je v nekem določenem obdobju sem začel pisati, no, se to je določeno obdobje, ja, to 20 let nazaj pisal sem poezijo za mlade ali pa za otroke ali pa še manjše otroke, pravzaprav skozi, ne. Proze pa ne. Zakaj? Zato, ker se mi zdi, da je v mladosti pravzaprav vse naše življenje, ne. Tam se srečujemo s prvimi razočaranji, s prvo bolečino, ljubeznijo, skratka, vse odkrivamo svet, ne, in v naši mladosti je pravzaprav vse, ne. Tam so spoznanja prvič, ne. Prvič doživiš
ne vem, smrt detka recimo, ne, ali pa jaz sem prvič doživel smrt živali, psa, ne, in vem, kako je to bilo grozno, ne. Sploh, da se zavedaš, da nekoga ne bo več, ne, da je kuža moj, ki mi je bil brat umrl, ki je bil star, ne, jaz to, prav spomnim se, ne, nisem še v tem pisal, ampak prav spomnim se. Tako nekako se mi zdi, da se rad vračam v tiste spomine in pol zgodbe vzniknejo. Več ali manj, seveda, tako kot pri vsakem pisanju pišeš iz sebe, ne, in o sebi. Tako da tudi te zgodbe so pravzaprav na nek način v nekih prizorih moja biografija, ne, moj spomin na samega sebe, kakršen sem bil, včasih srečen, včasih nesrečen, včasih vesel, včasih žalosten. Tako, iz tega so nastale te knjige. Dobro, tukaj govori pes, ne, ampak tudi ta pes sem jaz, ne. Na nek način, ne. Kako je pa z jezikom? Kako lovite jezik mladih literarnih junakov? Moram reči, da se nič kaj dosti ne trudim, da bi ta moj jezik bil tako sodoben, kot zdaj govorijo. Ampak tudi zato, ker ne pišem takih zgodb, ne. Čeprav sem pol na koncu tudi pri teh, ne, sem poskušal ujeti njihov jezik, kako kaj imenujejo. Ampak ne pa preveč. Zakaj? Zato, ker se ta jezik strašno spreminja, ne. Če bi zdaj uporabil to, kak te razne fraze, ne, ki jih danes uporabljajo, čez 2 leti že ne bi bile zanimive, ker bi jih pozabili, ne. Včasih se je jezik spreminjal počasneje, se mi zdi, ne. Smo vsi osnovnošolci smo imeli eno foro, pa smo govorili, ne vem, in to vsi v Celju, ne. Danes ima vsaka šola svojo foro, ne, svoj jezik in se to pol naslednjo generacijo še že spremeni. Tako da me ni to dosti skrbelo, ja, poskušam pa vseeno, ja, pritakniti, ne, tem mojim mladim pač neko podobo sodobnega jezika. Hudo se pa ne trudim, ne. Primož in Švrk se najdeta, super imajo skupaj, ampak Švrku nekako ne da miru misel na to, kaj se pa dogaja z njegovimi kolegi zavetišča, predvsem s tistimi starejšimi, ki jih, če se bo zavetišče zaprlo, čaka injekcija. In prepriča Primoža in Simono, da grejo skupaj v akcijo. In roman tako odpira vprašanja in o vlogi solidarnosti in družbenega angažmaja naenkrat. Se vam zdi, da sta tako to 2 večni temi ali da sta to mogoče tudi temi, ki sta za današnji čas še posebej pomembni? Točno to. Imeti empatijo, to pomeni, da čutiš drugega človeka ali pa da čutiš žival, da čutiš bolečino drugega, ne. Se mi zdi, da je pomembno, da ta današnji čas izgublja to, ne. Da če bi ljudje nekako bolj bili empatični, no, bolj občutljivi, ne, bolj dojemljivi za druga življenja, ne, potem bi marsikaj bilo na tem svetu boljše, ne. Tako pa je seveda jasen vsak misli zase. Jaz se spomnim, pa ne sem jaz, tudi moja generacija ali pa malo starejši, mlajši, če se spomnite, bila je velika solidarnost v razredu, smo prepisovali drug od drugega, v gimnaziji smo bili prav zviti, kako smo znali si pomagati, ne. In me je pravzaprav presenetilo, kako so že generacija moje hčerke, kako so otroci skrivali, ne, za prepisati domačo nalogo, daj mi hitro za prepisati, ne. Da to danes ni samo umevno, ne, da nekako skrivajo, da ta čas, ki je grozljiv čas nekega potrošništva in kapitalizma, da neke ambicioznosti, ne, da proizvaja ljudi, ki so egoisti, ne. Ne smeš biti egoist. Jaz mislim, da si zelo bogat takrat, kadar nekomu pomagaš, takrat si bogatejši, ne. Ne glede na to, ali ti on to kdaj vrne, ne. To, da si dober človek, to ni stvar trgovine, ne. Bom jaz zdaj z vami dober, vi boste pa z mano dobri. Ne, dober sem zato, ker pomagam, zato, ker pač se mi zdi, da je to treba. In ne pričakujem povračila, ne. Zdaj pa se mi zdi, da je svet tak, ne. Jaz ti dam, če ti daš, ti bom pomagal, ti dam za prepisati, ne. Najraj pa ne. Tako nekako. In to ni dobro, ne.
Fajn je, da je človek ambiciozen, pa da ima neke načrte, ampak mislim, da se mora to zelo normalno razvijati. Ne? Ambicioznost ne sme dušiti, mora biti nekako bolj naravna. Ja, mislim, da ta empatija, skrb za druge, ne? Da ti ni vseeno, kot čvrku ni vseeno, kaj bo z njegovimi prijatelji, pasimi, ne? V tem, tako se mi zdi, da je to ena velika šola tudi za Primoža in za Sonjo. Simono. Viš, tudi jaz pozabim na imena, za Simono. Ja, od živali se lahko veliko naučimo. No, to je bila tudi ena. Lahko se naučimo prijateljstva, lahko se naučimo človekoljubnosti, lahko se naučimo dobrote. Moja hči je imela 2 psa. Bila sta hrta. Eden je bil mali hrt, umrla sta že, ker ne živijo dolgo te psi, 13-14 let. Krasno, jaz sem mi tako jokal, ko sta umrla, kar solze so mi tekle. Mislim, da je moja hči me prvič videla, da jokam, tako so mi tekle, pa nič me ni bilo sram. No, ampak eden je bil mali hrt, eden je bil pa velik, enega je iz Španije rešila, enega je pa dobila, kupila tle, ne. Sta bila približno in sta bila krasna, nežni kužki so to, ne, hrti. Ja, no, in je bilo tako, da sta bila pri meni v stanovanju, ker je Gaja nekam šla in jaz sem pa šel na Kolezijo se kopati, poletje je bilo. Bila blazna nevihta, jaz pa stanujem malem višjem pritličju, skoraj prvem nadstropju in je ta velik pes bil blazno prestrašen, ker je bliskal srhotno, ne. In je kar skočil skozi okno. In nič se mu ni naredil, ampak malo se je poškodoval in pol begal okoli, ne. Ta mali pa ne. In potem sem jaz tudi šel domov iz bazena in en telefonska številka in ena mlada dama kliče, jojo, vi ste zgubili kužka, ne. Pes je imel tako številko, ne. In so klicali, sem rekel, ne, moj pes sta doma, ne. Ja, pa ne, tukaj je vaša številka. In jaz pol hitim po dežju, ves moker tja in res ena mlada gospodična je tega zmedenega psa našla in pa sem ga jaz. In on je bil čist krtko, je pa toliko visok bilo, hvala Bogu, da ni na ptačke padel, ker bi se jih polomil, da je padel na bok, tako da, ampak bil je totalno, pa smo ga peljali na rentgen, vse, ne, bil je totalno zmeden. In sem ga pripeljal domov, pes ta mali Pino, ne, čim je bil vesel, ne, da je prišel, in pa sem dal seveda brikete, ne. In seveda, kadar sem dal brikete, je ta mali skočil in takoj vzel briket. Skratka, kradla sta drugmu, ne, on je bil pa bolj neroden, ta velik, ne. No, in sem dal, da bi malo potolažil, sem dal brikete in ta velik je pojedel briket, ta mali tudi, pa še enega sem dal, pa sem dal ta malo in ta mali je imel v gobčku briket in ga je dal, položil na tla pred ta velikega psa. Dal mu ga je. In stopil nazaj. Dal mu je. Kar se ni zgodil niti slučajno, iz gobca mu je ukradel. Dal mu je, vedel je, da je bilo se nekaj z njegovim kolegom pasim zgodil, da je on čist zmeden, da je skozi okno skočil, da je vedel je in mu je dal piškot. Jaz nisem mogel verjeti, kaj vidim. Prav gledal ga je in potem mu je dal piškotek in nazaj ga gledal. In on je pol pojedel piškotek. Neverjetno. Naj mi še kdo reče, da nimajo duše, da niso občutljivi, da niso sočutni drug do drugega. In tukaj se lahko veliko naučimo, ne, od njih. Pa to se je zgodilo, preden sem to knjigo napisal. No, najbrž je to tudi bilo en izmed povodov, zakaj sem napisal Švorka. Ja, ker ta vloga skupnosti je v bistvu in v tej pasji skupnosti in v najstniški skupnosti pravzaprav izjemno pomembna, ker Primož in Simona pravzaprav uspeta prav na način, da nagovorita tudi svoje sošolce, prijatelje in da so skupaj dovolj glasni in dovolj aktivni, da dosežejo spremembe. Tisto, kar se mi zdi zanimivo, je, da po eni strani ta družbeni angažma za to uspe, po drugi strani se pa tudi njihovo prijateljstvo zaradi tega družbenega angažmaja okrepi, ne? Absolutno je to vzajemno. Poleg tega se mi zdi, da je, ampak mi vidim, da so te mlade generacije, predvsem starejši, da so družbeno občutljivi, ne.
Nekaj časa sem bil, 10-15 let nazaj sem bil obupan, se mi je zdelo, da jim je vse en, ne. Zdaj pa vidim, da jim ni. In ja, mislim, da je treba, da je treba gojiti to, da se da spremeniti stvari, ne. Seveda v razredu in da lahko skupaj kaj naredimo, ne. In zato, ja, je malo aktivistična ta zgodba, ne, ker tem otrokom res uspe. In mislim, da je to fajn, ne? Da je to nujno, no? Da ne smemo se prepustiti toku življenja, da nas nosi, ampak moramo ta tok vzeti v svoje roke in če nam nekaj všeč, enostavno poskušati spremeniti. Ampak en človek zelo težko spremeni, ne? Ampak če jih je pa 10, pa 15 v razredu, ki želijo nekaj popraviti, se pa bo to popravilo. Če je pravilno, ne? Če je kaj narobe in tako naprej. In to je tudi tam, ne. Jaz si želim, da bi svet bil tak, no. Da bi ljudje skupaj stopili in spremenili kaj. Kako pa se vam zdi, da je družbena angažiranost del sveta sodobnih mladih? Koliko so današnji mladi družbeno angažirani? Ja, vidim, da so, ne. Da jim ni vseeno, no, in to se mi zdi, da je prima. To se vidi, ne. Se pravim, včasih še ne 10-15 let nazaj je bila situacija zelo drugačna. Zdaj pa ja. Vidimo. To so mladi ljudje, to, kar ja, mislim, da je to prav. No, ampak če se to v neki družbi dogaja, da mladi čutijo, da lahko kolektivno nekaj naredijo, povejo in da jih ni strah, ne, pa ima tak svet prihodnost, ne. Če pa ne, pa nima prihodnosti, ne. In ko ste ustvarjali knjigo, sta bila najprej pred vami Švrk pa Primož, pa se je potem sestavila takšna zgodba, ali ste imeli najprej v mislih, da boste napisali zgodbo, kjer bo v ospredju tudi ta solidarnost, pomen skupnosti, pa sta potem počasi slika? V resnici nisem imel tega v načrtu, ampak vse sem pa imel to, ne? Zato, ker jaz tako razmišljam, da je to pomembno. Ja, ni bil to načrt, no? Ni bil to nek plan, da bom pa ker po mojem mi zgodba ne bi posrečila, ne? Če imaš načrt, pa tistemu načrtu slediš in ni fajn, mora biti to živa zgodba iz živih karakterjev, pa pol nekako, ja. Tako nekako. Sem napisal včasih tudi kakšno zgodbo, ki je bila tako načrtovana. In tista zgodba ni dobra, ne. Nekako preveč slediš svojemu načrtu in postane neka konstrukcija. Tako da ja, lahko rečem, da sta bila na začetku Švrk in njuna ljubezen na prvi pogled. Ona dva, se zgodi tam ljubezen na prvi pogled. Fant se naredi, ko vidi tega psa, in pas tudi naredi in sta prijatelja, ne. In to je, tako se zgodi in tako je tudi prav, ne. Mislim, da so vse tisti otroci, ki rastejo skupaj z živaljo, ne, tudi v mestih, ne samo na kmetih. Na kmetih imajo ljudje drugačen, ne. Pes je čuvaj, krava, to so drugačen odnos imajo, ne. Zelo tako. V mestih pa ponavadi se bojijo, ne, starši, zdaj pa sej vem, pa bom pa jaz vozil psa na WC, ne, čeprav otrok prav, bom jaz, obljubim, ne, in ponavadi te obljube nekako ne držijo. Ampak to je vseeno, ne, mislim, da otroci, ki rastejo skupaj z živaljo, kakršnokoli, čeprav še posebej pa živaljo, za katero je treba skrbeti, to je pa pes, ne, se mi zdi, da se boljše razvijajo, da so boljši ljudje, no. Jaz sem prepričan, no, tako nekako, tudi manj se bojijo drugi, ne vem. Prepričan sem, da je preživeti mladost z živaljo lepa stvar, pa ne samo lepa, tudi koristna. Takole beremo v zadnjih poglavjih. Ni še konec, je rekla Simona, še veliko reči je na tem svetu narobe. Ja, veliko, je pritrdil Primož in jo prijel za roko. Tudi jaz sem se premaknil bliže k Nani in Nana je položila glavo na mojo tačko. Ne smemo odnehati, je nadaljevala Simona. Takoj moramo razmišljati o novi akciji. Torej, konec je do neke mere odprt.
zato, ker ste mnenja, da družben angažman je nikoli zares končan, ali lahko mogoče bralci pričakujemo, da se bomo s Švrkom pa s Primežom še kdaj srečali? Nisem imel tega v mislih, sploh ne. Pa najbrž tudi ne bom napisal, ampak ja, to, kar ste rekli, ne? Družben angažma se nikoli ne konča. Ampak ko enkrat doživiš uspeh, ne? Kot ti nekaj rata v šoli, ne? Z 5 sošolci, ne vem, prepričati ostale in nekaj narediti, kar se vam zdi prav, je to res veliko zadovoljstvo. In pol človeka ima, da bi še kaj, ne? In tako nekako uspeh, ki ga doživiš kjerkoli, ali v učnem načrtu, ali pa v takem, je vedno stimulativen za naprej, ne? Tako nekako. In tukaj tudi, ne? Poleg tega se primeta za roko, se pravi, da se je rahla ljubezen rodila, ampak tudi Švrk ima prijateljco. Skratka, tako. Tako kot ne bi bilo v življenju, pa žal ni, ne? Vedno. Včasih pa je. Mladi bralci si lahko v domišljiji nadaljujejo zgodbo. Točno tako. Ampak Švrk je res en fejst fant, ne da? Prav tak fajn je, ne? On mi je bralec in je rekel, da mu je Švrk všeč, fino. Pa da je humor dober, si rekel, ne? No, jaz nisem imel namena, nisem načrtno pisal humor, ampak humor je kar nastal, ne? Vem, kako se te kužki, ki jih pripeleš od doma iz zavetišča v stanovanje, malo stanovanje s parketom, vem, kako to se leti okrog, vaza, vse, zam, kople po parketu, ne? Z veselja, ne? Tako da to sem doživel. Tako da te situacije, ki vse leti okoli, so resnične, ne? Za mamo niso smešne, za nas, ko pa beremo, so pa smešne. Pa ko gledamo od daleč, ne? In bralec vedno gleda od daleč, ne? Vedno imamo tako neko, ja. Sreča, da ne doživljamo tako kot mama, ne? Da imamo lahko ta pogled. Mama je tudi v redu, kaj misliš? Je taka fina mama, ne? Hoče biti stroga, pa ji ne gre dobro od rok. Ona ima tudi rada živali, čeprav ve, da je to težko. Bolj se dela, da, ne? Ampak mi smo zviti bili v tistih letih, takih, kot si bil ti, in znamo mamo in starše okoli prsta uviti, ne? Tako da vedno zmagamo. Najstniki vedno zmagajo. Knjigo je ilustrirala Eliza A. A ste si Švrka pa Primoža predstavljali približno tako, kot ju je ilustratorka ujela, a je šla vaša domišljija druge poti? Sigurno je Švrka naredila tako, kot sem si mislil, ne? Saj sem ga pa tudi natančen opisal, no? Za te pa tudi, ja. Sem bil zelo zadovoljen. Se mi zdi, da je v redu, ja. Da je fajn, ja. Absolutno, da je fajn. Predvsem so živali zelo fajn narejene. Pa sej sam Švrk, ne? A je tudi ta... Pa še Primoža imamo potem noter, ja, na ene parih ilustracijah, pol lahko vidimo, kakšna kolega sta. Večinoma je pes, no. Ja. Skratka, ja. A tebi so bile ilustracije všeč? Ja. Fino, hvala. Kako pa je drugače, ko sodelujete z ilustratorji? Ponovadi ustvarjate vsak zase ali kdaj izgleda tako, da tudi ilustratorju kaj sugerirate, kako ste si vi predstavljali? A se zelo razlikuje to od projekta do projekta? Zelo se razlikuje od projekta do projekta. Tukaj nisem imel stika, so kar me pred dejstvo postavili, ampak je zelo natančno ilustratorka prebrala. Jaz sem pa tudi dosti natančno opisal, kako te ljudje izgledajo, zato ker se mi zdi, da je to pomembno za mladega bralca, da si predstavlja, ne. Pomembno je, da si ilustracija je lahko samo v pomoč, ne, ampak v bistvu moraš tako zgodbo napisati tako, da si res bralec v glavi, da je jasno, ne, da poveš približno, namigneš, kako mora biti. Pri Romeo in Julija iz sosednje ulice, ne, je tudi pri vas išlo, pri Mišu tam je ilustrator napisal poleg mojih pesmic še svojo pesem, ne, in je bilo prima, ne, je dopolnil in je naredil iz ene pesmi tako veliko
zanimivejšo pesem, tako nekako se mi zdi, da tiste je bila več kot ilustracija. Ne. Z njim smo se pa pogovarjali, tako pa nekako je začutil te pesmi in je potem tako naredil. Tako da so različne, lahko so ilustracije samo ilustracije, kot neka majhna pomoč, kot nek predah v knjigi. Lahko so pa seveda kreativne in zelo obogatijo pol. Pri poeziji se ponavadi to zgodi, no, da ilustracija pol naredi še nekaj zraven, ne, kar je še bolj zanimivo in tako naprej. In če ostaneva pri ustvarjanju, kaj pa lahko mladi bralci mogoče v prihodnje, kaj pričakujejo, kakšno novo pesniško zbirko zanje, kakšen roman ustvarjate, kaj za mlade bralce? Ne, trenutno ne, se ukvarjam z enim drugim pisanjem, ampak sigurno bom kaj našel. No. Tem je veliko, zelo veliko tem je. Veliko stvari se iz svoje mladosti spomnim, o katerih bi bilo treba kaj povedati na prijazen način. S tem svetom je pa tako vse narobe, tako da ne bo nam zmanjkalo zgodb. Ne. Bom napisal kaj, ja, ampak ta hip nimam nič v glavi, imam v glavi eno drugo zgodbo. In mogoče še čist za konec, se vam zdi, da je še kakšna tema, kakšno vprašanje povezano s Švrkom, ki se ga mogoče niso dotaknila, pa se vam zdi, da bi ga bilo fino izpostaviti, kaj, kar bi bilo mogoče fino, ne vem, da so mladi bralci pozorni, ko prebirajo ali pa ko razmišljajo o knjigi. Pa ne vem, mislim, da ste me odlično čisto vse izprašali. In da, ne vem, mislim, da je to. Da je to zdaj prepuščeno bralcem. Pol pa se vam zahvaljujem za pogovor, mladim bralcem pa želim čim več užitka ob prebiranju, čim več smeha in novih idej, mogoče še za njihov kakšen družbeni angažma ali pa kakšno akcijo. Najbolj vesel sem pa, kadar kakšen bralec, in danes se je zgodil tak bralec, je rekel, da on tudi piše. In to se mi zdi bravo in tako je treba naprej. Ja. Branje je najlepše dejanje na svetu, sigurno, ne. Pisanje je pa še lepše. Ampak brez branja ni pisanja, ne. Jaz sem tudi bral in sem bil predvsem bralec, zato da sem pol kasneje si zaželel, da bi tudi sam povedal kakšno zgodbo, ne. Tako da ja, bravo, da pišeš. Hvala.